Do nedavne prenove so takšno limuzinsko Astro izdelovali v Turčiji. Limuzine tega segmenta med zahodnoevropskimi kupci niso posebej priljubljene, jih imajo pa zelo radi turški taksisti in nasploh kupci vzhodne Evrope in Azije. Ker so ti kupci manj zahtevni od nas, so ti avtomobili lahko slabši, tudi ne izgledajo tako dobro in ravno zaradi tega so včasih tudi cenejši. To limuzino sedaj izdelujejo na Poljskem in ji pri obliki ne morem zameriti prav ničesar. Celo zadek, ki je pri teh avtomobilih običajno zrisan v petek popoldne, ko se že vsem mudi domov, vsaj zdi se tako, je tukaj prav eleganten, zlasti v tej barvi. Po prenovi je Astra nasploh postala malce bolj nastopaška, za razliko od Rapida pa ostaja 4-vratna limuzina. Manjša odprtina prtljažnika je lahko hiba, ker večji predmeti ne gredo van, najbolj pa prtljažniku zamerim to, da zadaj sploh ni stikala za odpiranje. Tudi pelje se takšna Astra limuzini primerno, predvsem udobno, čeprav kar zanesljivo, motor pa je dober kompromis med zmogljivostmi in porabo. Samo potovalnemu računalniku ne verjemite preveč. Smo kar čudno gledali, kako je med celim testom bila poraba med 5,0 in 5,1 litra, potem pa smo natočili in zračunali na roke in smo ugotovili, da je poraba dejansko 6 litrov. Še vedno v redu, ni pa impresivno. Sem pa potreboval kar nekaj dni, da sem se znebil občutka, da sedim v kabrioletu. Kdo ve zakaj? Morda zaradi tega položno speljanega vetrobrana. Teh stikal tule je toliko kot v vseh Astrah, ker malce preveč so jih nastreljali, ostalo pa je na nivoju. Pravzaprav na višjem nivoju od večine tekmecev, ki so skoraj vsi po vrsti manj uglajeni, manj elegantni in nasploh manj prepričljivi. Ja, sicer pa že mora biti, saj s to bogato opremo stane skoraj 27 tisoč evrov, kar je še bistveno več od tega testnega Rapida.